Pisno seštevanje do 100 s prehodom, ponovitev snovi za 3. razred. Sešteli bomo števili 36 plus 47. Pri pisnem seštevanju je pomembno, da začnemo seštevati od spodaj navzgor in od desne proti levi. Začnemo seštevati pri enicah. 7 plus 6 je enako 13. 3 napišemo pri enicah. In 1 štejemo dalje pri deseticah. Seštejemo še desetice. 1 plus 4 plus 3 je enako 8. In 8 napišemo pod desetice. Oglejmo si še nekaj primerov. 59 plus 38 je 8 plus 9 je 17, 7 napišemo, 1 štejemo dalje. 1 plus 3 je 4 plus 5 je 9. Seštejemo pa lahko tudi več števil hkrati. V našem primeru bomo sešteli 3 števila. Začnemo od spodaj navzgor. 9 plus 6 je 15 plus 3 18. 8 napišemo in 1 štejemo dalje. 1 plus 1 je 2, plus 4 je 6, plus 2 je 8. Vsota teh 3 števil je 88. In za na konec si oglejmo še besedilno nalogo. Planinsko društvo Tabor je organiziralo pohod. V soboto se je pohoda udeležilo 29 ljudi, v nedeljo pa 19 več. Koliko ljudi se je udeležilo pohoda v obeh dneh skupaj? Najprej si počrtamo podatke. Pomemben podatek je, da se je v soboto udeležilo pohoda 29 ljudi. V nedeljo pa se je udeležilo pohoda 19 ljudi več. Besedica več nam pomeni, da bomo uporabljali znak plus. In najprej izračunamo, koliko ljudi se je udeležilo pohoda v nedeljo. V nedeljo račun se glasi 29 plus 19 je. 9 plus 9 je 18, 8 napišem, 1 štejem dalje, 1 plus 1 je 2, plus 2 je 4. Dobili smo, da se je v nedeljo udeležilo pohoda 48 ljudi. In sedaj nas zanima, koliko ljudi se je udeležilo pohoda v obeh dneh skupaj, v obeh dneh. To pomeni, da bomo sešteli število ljudi v soboto in število ljudi v nedeljo skupaj. V soboto je bilo 29 pohodnikov in v nedeljo 48. Je enako. 8 plus 9 je 17, 7 napišem, 1 štejem dalje, 1 plus 4 je 5, plus 2 je 7. In povejmo še odgovor. V obeh dneh skupaj se je pohoda udeležilo 77 ljudi.